In danes bomo pogledali, kaj ste imeli zadnjič za domačo nalogo. Ukvarjamo se z razstavljanjem izrazov in začeli bomo s tem. Rekli smo, da je zelo pomembno, da najprej prepoznamo, s katero vrsto razstavljanja se bomo lotili zadeve, da tako rečem. Ne? Zdaj, tole pogledamo in tale izraz ima 3 člene. 3 člene. Razstavljanje 3 členikov je ponavadi po Vijetovem pravilu. Seveda najprej pa pogledamo, če lahko kaj izpostavimo. Izpostavljanje ne gre. Zdaj pa Vijetovo pravilo. Če se spomnite, smo rekli, si bomo pripravili tele oklepaje, ker je x na kvadrat na začetku, bomo vsakega napisali x na kvadrat. Mislim x. Zdaj pa moramo še določiti števila. Najprej pogledamo tole številko 12 in to je treba dati na krat. Možnosti so 1x12, 2x6 in 3x4. In iz teh števil moramo nekako sestaviti n plus 1, ne? Plus 1. Zdaj 1 pa 12 si prenarazen, da bi lahko enko sestavili. 2 pa 6 si tudi prenarazen. Pravi, da bo naša izbira 3 pa 4. In lahko kar 3 pa 4 pišemo v oklepaj. Zdaj pa, ker je tukaj le plus 1, to pomeni, da bo večje število, to je plus 4 minus 3. In zdaj preverimo, če to res drži. 4 minus 3 je 1, to je v redu. 4 krat minus 3 je pa minus 12, kar je tudi v redu. Ne? Dobro, gremo na naslednjega. Naslednji je prav tako 3 členik, izpostaviti se ne da nič, torej je Vijetovo pravilo. Napišemo si 2 oklepaja, ker je tule x na kvadrat, damo x pa x v vsak oklepaj. 15, število 15 moramo razbiti na krat, tako da dobimo 2. Pa poskusimo kar ustno. 1 krat 15 bo spet prevelika razlika med števili. 3 krat 5, ta bo pa v redu, ne? 3 krat 5. In zdaj, sestaviti moramo minus 2. To pomeni 3 minus 5 bo minus 2. Zdaj pa to ustrezno napišemo v oklepaje. 3 pozitivno, pa minus 5. In če pogledamo, preverimo, če to res drži. Plus 3 minus 5 je minus 2. Plus 3 krat minus 5 je pa minus 15. Takole. Zdaj pa naprej. Pogledamo tale izraz. Aha. Ima pa 2 člena. To bila razlika kvadratov, razlika kubov, nekaj je tu na 3. Še najprej pa preverimo, če lahko kaj izpostavimo. In res, v obeh primerih vidimo, da se tukaj le pojavljata x. In sicer tukaj le so x krat x krat x. Tu pa 3 krat x. In zdaj, kaj lahko tu izpostavimo? Aha. Vidimo, da sta tu je en x, to je drug x, in prav tako v drugem členu sta tukaj 2x. Zato lahko izpostavimo tukaj x na kvadrat, oziroma x krat x. Ne? Potem pa moramo preveriti, kaj ostane. Ja, ker smo tukaj vzeli ven 2x, potem ostane pri tem še en x, in tukaj smo vzeli 2x, zato tukaj ostane še minus 3. Rekli smo pri izpostavljanju, če izpostavimo pa celoten člen, nam ostane 1. Tako. Aha, gremo naprej. Ta izraz je pa 4 členik, ima en člen, 2, 3, 4. In razstavljanje 4 členikov, rečemo, da izpostavljamo 2 po 2, ne? Pravi 2 skupaj, pa 2 skupaj. Tale 2 bomo vzeli, pa tale 2 in pogledali iz dveh, kaj se da izpostaviti. Tukaj imamo x na 4 plus 7x na 3, zato lahko tukaj izpostavimo iz prvega ven x na 3. Kaj ostane? V prvem delu ostane x, v drugem pa 7. Tako. Zdaj pogledamo pa iz drugega dela, kaj lahko izpostavimo.
x-ov tukaj ni več skupnih, lahko pa števili pogledamo. Malo pregledamo tudi, kaj bi nam mogli v drugem oklepaju ostati. X plus 7. Ker je tukaj tudi plus, potem bo za znaki vse v redu. Izpostavimo plus 2. In kaj nam ostane? Od prvega dela nam ostane x, od drugega pa 7. Zdaj pa naše izpostavljanje še ni končano. Tule, če bi si pogledali, je tale oklepaj in tale oklepaj sta popolnoma enaka. In zato ta oklepaj izpostavimo. X plus 7 izpostavimo še iz teh dveh. Kaj nam ostane od prvega? Ja, ta oklepaj smo nekako odstranili. Zato nam ostane x na 3 in ta oklepaj smo iz drugega dela odstranili, zato nam ostane plus 2 in s tem smo razcepili. Naprej, pogledamo, vedno pogledamo najprej člene, en dvočlenik, potem pogledamo, če se da kaj izpostaviti, se da, 3 se da izpostaviti, kadar vidimo, da se da izpostaviti, kar izpostavimo, potem pa preverjamo naprej, če se da. Je 3 minus 8, ker je to že linearni faktor, v tem oklepaju nam ni potrebno več naprej razstavljati. Naslednji členi so 1, 2, 3, 4 členi, spet 4 členik, 2 pa po 2, iz prvih dveh in iz drugih dveh. Iz prvih dveh lahko izpostavimo x na kvadrat, pa ostane x minus 4. Iz drugih dveh lahko izpostavimo 3, pa ostane x minus 4. Kako vemo, da smo na pravi poti? Ja, zato, ker sta tale oklepaj in tale oklepaj enaka. Potem lahko ta oklepaj izpostavimo. Kaj nam pa ostane? Ja, če ta oklepaj prekrijemo, nam ostane ta x na kvadrat plus 3. Tako. In še zadnje. Imamo zdaj 3 členik. 1, 2, 3 členik. To pomeni Vietovo pravilo. 2 oklepaja. X pa x damo vsakega, ker je tam x na kvadrat. Potem pa število 1 damo na krat. Enkrat 1 je edina možnost 1 in 1. In iz enke moramo sestaviti minus dvojko. To pomeni minus in minus. Preverimo, če drži. Minus 1 pa minus 1 minus 1 je minus 2. Minus 1 krat minus 1 je pa plus 1. Super. No, tu imamo pa 2 člena in oba sta na 3. Zato bom jaz zdaj napisala takole. To je b na 3 minus 27 je pa 3 na 3. Rekli smo, to razstavljamo po formuli in sicer formulo bom tule napisala. A na 3 plus b na 3 je a plus b, tako kot je vso tako bo, ne? Potem pa imamo a na kvadrat minus ab plus b na kvadrat. In zdaj v našem primeru bo tale del za formulo a, tale del bo pa 3. In gremo zdaj. Namesto a-ja ustavimo b, namesto trojke ustavimo 3. Tule si popravite, tule je plus, ne? Se upravičujem. Takole. Ok. Pa gremo naprej. Namesto a-ja smo rekli je b minus a krat b je 3. b pa plus b na 3, kar je 9. Takole. Pa smo rešili so nalogo. Upam, da ni bilo pretežko. Do naslednjič. Nasvidenje.